Težko pričakovana nujna prenova Slovenskega narodnega gledališča Drama. Če naš drugega je Drama taka, kot je, trenutno nevarna. Tja enostavno se ne bi več smelo iti. Drama je res bila zastarela, ne? Nova narodna in univerzitetna knjižnica NUK 2. Tokrat smo tudi v bistvu najbližje temu cilju. Bi šlo lahko hitreje, ampak kot vemo, pri gradbenih delih se vedno kaj zatakne. Pomembnejša državna projekta zadnjih desetletij. Pod oba se podpisuje biro Belk-Perović Arhitekti. Ideje o novi knjižnici, ki bi rešila vse večjo prostorsko stisko v Plečnikovi Mojstrovini, so se sicer prvič pojavile pred več kot 30 leti. Tudi načrti prenove osrednjega nacionalnega gledališča niso od včeraj, a skoraj 60 milijonov evrov vreden projekt je zaradi spora z okoliškimi prebivalci že več kot 2 leti ujet v birokratsko-pravni kaos. Sta torej projekta, ki predstavljata temelj državne kulturne infrastrukture, zdaj realnost ali bosta še naprej le neuresničeni ideji? Bo eno ostal prašna zaplata z manjšim gradbiščem, drugi pa se bo porušil sam vase? Razmere v leta 1911 odprtem gledališču še kako ustrezajo njegovemu imenu. To je jasen eden od soavtorjev projekta prenove, arhitekt Matija Bevk, je znano že dolgo. Ta stavba je bila nazadnje prenavljena v letu 1961. In takrat naprej se niso prenavljali ne inštalacije, ne prezračevanje. Če greste noter, boste videli, v kakšnih razmerah so delali zaposlenim. Zato je grozljivo. Kakšno je stanje, smo v rubriki 24 ur inšpektor obširno poročali pred skoraj 3 leti. Tukaj vidimo posledice zadnjega vdora vode v samega Dramo in pa seveda tudi, kako izgleda vse skupaj. Tudi sami vidite pravzaprav, da ne gre za enkraten vdor, ampak za stalno težavo. Smo 8 metrov nad odrom, se pravi nekje na sredini odrskega stolpa. Ta konstrukcija je iz leta 1911. Takrat je bila nosilnost vsakega takega posameznega droga 180 kg. Zdaj zaradi obtežb in pa zaradi težav oziroma za nejasnih podatkov, kaj je statiko se dogaja za kupolo, ki je nad tem ostrešjem, je ta nosilnost posameznega droga zmanjšana na 70 kg. Zdaj smo pa v tretjem nadstropju prizidka Drame, sicer prizidka, ki je obrnjen na Slovensko cesto. Objekt je nevaren, ne? Prenova je absolutno nujna. Prve ideje o celoviti preureditvi Drame so sicer vzniknile že v 60 letih prejšnjega stoletja, a so tedaj opravili le manjše obnove in zgradili prizidka. Šele leta 1996 je bil izdelan prvi konkretnejši predlog širitve in povečave Drame. Leta 2001 objavljen prvi natečaj, toda projekt so leta 2010 prekinili. 6 let kasneje je sledil nov poskus, nov javni natečaj za celovito prenovo, na katerem je zmagal projekt biroja Belk-Perović Arhitekti, a se je tudi ta prenova iz leta v leto zamikala. Z mrtve točke se je premaknila šele leta 2022, ko je aktualna vlada obnovo uvrstila med vladne razvojne projekte. Mi bomo naredili razliko. Mi bomo ta simbol do njegove 115. obletnice spravili na tak nivo, kot si zasluži. V začetku junija lani so v Drami odigrali zadnjo predstavo, nato so gledališče preselili in izpraznili. Adijo, gremo, čau! Prenova bo, tako Bevk, gledališče posodobila, ga razširila, prilagodila sodobnim produkcijam, prizidka bodo porušili in zgradili nova, stari historični del povsem obnovili. Da se najprej zruši obstoječ prizidek, ki je slab, izdela se začito gradbene jame okrog in okrog po vodu parcela, kar potem omogoči varno izvedbo kletnih etaž in potem gradnjo v višino prizidka in potem obenem s tem sporedno prenavljanje čiščenja historičnega dela. A gradnja, potem ko so svoje opravili arheologi, se že več kot 2 leti ne more začeti zaradi blokade stanovalcev nekaj 10 metrov oddaljenih sosednjih stavb, nemške hiše in malega nebotičnika, ker so solastniki ulice za gledališčem, investitor Drama Ljubljana, brez njihovega soglasja ne more dobiti gradbenega dovoljenja. Ne nasprotujemo sami prenovi, zagotavlja predstavnik stanovalcev Martin Lesjak. Hočemo le garancijo, da morebitne poškodbe, ki bi nastale ob gradnji, ne bodo naša skrb in strošek. V vsem tem dogovarjanju, kljub temu, da pri tej obnovi bi mi 3 leta živeli v
to se pravi, čist zraven gradbišča bi prenašali prah, hrup, tresljaje. Mislim, zato nismo hoteli nič. Edina reč, kar smo hoteli, je zagotovitev, da na hiši ne bodo nastale poškodbe in če bi nastale, da bodo upravljene. Da imamo garancijo, da bo te poškodbe tisti, ki jih je povzročil, to se pravi investitor in pa lastnik Republika Slovenija, v kratkem času popolnoma sanirala. Oziroma, če tega ne bi mogla, da bi potem bili etažni lastniki teh hiš upravičeni do sredstev, s katerimi bi to sanacijo lahko pokrili sami. Kar smo se dogovorili v sporazumu, ki ga niso podpisali, je to, da se vse napake odpravijo v naravi, kadar pa ne, ali če bi ne bi se strinjali, so pa tudi stanovalci sami predlagali postopek, kako bi se to naredilo. In mi smo na to vse absolutno pristali, ker si želimo samo, da gre projekt naprej. Vedno pa v življenju gre lahko kaj narobe. Vedno. In zato je treba imeti garancije. In naš sporazum je tudi predvidel 7 zavarovanj in pa je tudi imel vse te varovalke, ki so jih želeli. Lastnike te sosednje stavbe tukaj skrbijo ti negativni učinki izkopa, vibracij, da se bo vse to poznalo tudi na njihovih stanovanjih, na njihovi hiši. So ti njihovi strahovi upravičeni? Ne, mislim, da ne. Tako pa, oborožen s študijami in papirji, inženir gradbeništva in geomehanik Gorazd Trniša zagotavlja, da bo gradnja varna in ne bo vplivala na sosednje objekte. Gradbena jama bo zaščitena s tako imenovano diafragmo, ki ne bo globlja od 18 metrov. Morebitne premike gledališča in sosednjih stavb pa bodo ves čas budno spremljali. Vgrajeni bojo piezometri za kontroliranje nivojev talne vode, vgrajeni bojo merilci pomikov in klinometri, reperji bojo vgrajeni še dodatni na vse okoljne objekte in se bojo začeli spremljati, preden se bo karkoli začelo, tako da bomo dejansko imeli pregled, ali se karkoli dogaja in če bo gradnja potekala normalno oziroma če bo izvajalec upošteval vse projektne zahteve, ne bi smeli biti nobenih vplivov na okolje. Gledam recimo projekte v bližini, kot recimo Šumi, ki so se zgradili višji, večji, globji, brez nekih posebnih težav. Hiše okrog stojijo, niso razpokane. Tako Bevk kot Strniša zagotavljata, da gre za sicer zahtevne, a povsem običajne postopke gradnje v mestnih središčih z vsemi zavarovanji, toda tudi to stanovalcev ne prepriča. Če je to tako varno, če ne bo nastala nobena škoda, če popolnoma vejo, garantirajo vsi strokovnjaki, zakaj potem nočejo prevzeti odgovornost, da če bi se pa slučajno vse kaj zgodilo, pa bi to pokrili. A ni to dobro vprašanje? In če se res nekaj zgodi, pa nimamo garancije za to, od kje bomo krili mi to? Se bomo šli tožati pa leta in leta in medtem pa recimo v stanovanjih živeti ne vemo. Absolutno mi prevzemamo to odgovornost. Ta sredstva seveda so pri vsakem projektu, ampak niso naložena na proračunu Drame ali pa na njihovem tekočem računu, ne na ministrstvu, ampak v proračunski rezervi. Proračun tako deluje in nikoli s tem ni bilo problemov. Ker večletni birokratsko-pravniški ping-pong nikakor ni prinesel rezultatov, je vlada obrala drugačno pot. Projekt prenove Drame je razglasila za javno korist, nato pa sprožila postopke za začasno omejitev lastninske pravice na omenjeni ulici. Stanovalci bi zaradi tega dobili določeno nadomestilo, Drama pa možnost za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na dolgi rok, na neki točki, pač se tukaj bo gradilo in bo Drama. To rabi Slovenija in to rabi tudi ta hiša. Nedaleč stran drug projekt NUK2. Zdi se, da gre zdaj po 36 letih vendarle bolj tekoče. Ob našem obisku so na dobrih 500 kvadratnih metrov velikem območju potekale še zadnje arheološke raziskave. Tukaj smo začeli z izkopavanji v bistvu v drugem tednu decembra. Zaradi tega jih bomo tudi povlekli oziroma potegnili do konca marca, ker moramo raziskati celotno globino oziroma celotno globino rimskodobnih depozitov in arhitekture do Savskega proda. In spodaj nas čakajo seveda tudi ostanki prisotnosti rimske vojske, ki je bila tu, preden so začeli graditi mesto. Vse najdbe na območju, kjer je bilo najverjetneje javno kopališče, so, pojasnjuje vodja arheoloških izkopavanj Blaž Orehek, skrbno zbrali, popisali, nekatere bodo postale del nove knjižnice.
ostaline oziroma arhitektura, zidovi, kloaka, vodnjak bodo prezentirani v kletnih prostorih novega objekta. Nekatere najdbe in recimo mozaiki, freske, ki so bile pa dvignjene tekom raziskav v preteklosti, pa verjetno tudi nekako predstavljene v novi zgradbi. Naš predlog v natečaju je v bistvu izhajal iz tega, da poskušamo direktno to, kar se najde, se pravi te stare ulice, stare zidove, uporabiti kot izhodišče za vstopni prostor, za foje, za novo knjižnico. V novi več kot 13.000 kvadratnih metrov veliki knjižnici bo univerzitetni del 1400 študijskih mest, čitalnice, tudi nočna, izobraževalno središče in prostor za do 300.000 knjig. Plečnikova palača ima pač svoje meje. Ne glede na to, kako izjemno čudovita je Plečnikova stavba, pa žal danes ne moremo zadostiti vsem potrebam, ki jih imajo študenti. To je tudi glavni cilj, da dejansko Ljubljana dobi ustrezno univerzitetno knjižnico, ker se celotno mesto sooča s pomanjkanjem čitalniških mest, ne samo naša knjižnica. Prvi javni razpis za novo univerzitetno knjižnico po načrtih arhitekta Marka Mušiča je bil sicer objavljen že leta 1987. 3 leta kasneje so se začela prva arheološka izkopavanja. Nato je vlada za vlado podpisovala pogodbe, pa dodatke k pogodbam, popravljala idejne zasnove, a se po več kot 20 letih in 30 milijonih evrov ni premaknilo nič. Dokler ni Pahorjeva vlada leta 2009 razveljavila vseh dotedanjih pogodb in razpisala novega mednarodnega arhitekturnega natečaja, na katerem je bil leta 2012 izbran projekt biroja Belk-Perovič arhitekti. Toda preteči je moralo še desetletje, da se je projekt premaknil z mrtve točke in se bo letos po 14 vladah, 17 kulturnih in 14 šolskih ministrih, kot kaže, vendarle začela prva faza gradnje. Pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje in stvari se odvijajo v zaenkrat pravo smer. Projekt na vnuk naj bi stal v 3 do 4 letih, je ocenjen na slabih 100 milijonov evrov brez opreme. A cena bo, priznava tudi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, najverjetneje višja. Noben projekt se ni ustavil na sredi, ne. Gotovo bomo soočeni z raznimi podražitvami ali pa vsaj poskusi, ampak ta vlada se je trdno zavezala, ne, da bomo ta projekt speljali in sem prepričan, da bo šlo naprej. Je pa vprašanje, ko, če pride naslednja, kaj bo potem s projektom, ne? Jaz mislim, da gotovo se lahko marsikaj zaplete, ampak aktivno gradbišče se po mojem prepričanju težko zapira. Od jeseni je drama v nekdanji hali na Litostrojski. Selitev ni bila lahka, priznava igralec Bojan Emeršič. To je bilo eno precej stresno obdobje, ne? In ti se sploh ne zavedaš, kaj v bistvu te čaka, če preseliš eno gledališče. Pravzaprav si to od nas noben tako ne predstavlja, kar samo po sebi. Te stvari se začnejo kazati, ko se dogaja ta selitev, ne? Zdi se mi, da je to eden največjih trenutkov v zgodovini našega naroda. Mogoče je bilo malo nervoze vneslo, ker se je v bistvu tako hitro dogajalo, da smo v bistvu, da se je zadeva tu še zmeraj nekako gradila in delala, ko smo že mogli mi začeti ustvarjati. Se mi zdi, da smo nekako preskočili to prvo oviro. Jaz upam, da bomo zdržali teh 3, 4, upam, da ne 7 let. Čas je, da malo pogledam svoj denar. Gostovanje Drame v 4600 kvadratnih metrov veliki industrijski hali na obrobju mesta še zdaleč ni poceni. Ministrstvo zanj plačuje 71.000 evrov na mesec, dobra 2000 čaka na dan. Torej, če bi v Litostroju ostali 5 let, za toliko časa so si zagotovili prostor, bi to naneslo dobre 4 milijone evrov. A druge možnosti, če smo želeli na eno mesto preseliti v 130-članski kolektiv, upravo, oba odra in izvajati ves program, nismo imeli, zatrjuje ravnateljica Drame Vesna Jurca Tadel. Ne v javnih zavodih, Cankarjevem domu in operi, ne pri zasebnikih, v hotelu Union, gospodarskem razstavišču Koloseju. Oba javna zavoda, ta nacionalna, ki imata primerno infrastrukturo za nas, je bilo logično, da bojo seveda rekli ne. Če pridete vi k nam, potem mi ne moramo izvajati svojega programa, ne. Potem smo se ozrli po Ljubljani naokrog, kje je še kakšna dvorana, ki bi bila primerna za to, in smo jih nekaj našli, ampak se je izkazalo, ali da ni prostor v resnici v redu. Predvsem je bil pa povsod je bila zagata, kar se tiče terminov. Poslovnež Miran Boščič
Šustic, ki je halo L56 kupil, da bi industrijsko cono na periferiji kulturno oživil, pojasnjuje, da so v prilagoditev prostorov za gledališče vložili 2 milijona evrov svojih sredstev, najemnina Drame pa da je, glede na primerljive dvorane v prestolnici, pravzaprav ugodna. Vse dvorane, ki so, se tržijo od 5000 evrov več, te velikosti. Govorim samo za eno dvorano. Ne? Se pravi, ne vem, zračunajte, če je poprečno taka dvorana polna 10 do 20 dni, prije 100 000 evrov na en samo dvorane. Se pravi, samo velikega odra. Ne? To je prvo. Drugič, vsi ti primerljivi prostori nimajo prilagoditve za Dramo. Nimajo sedežev, nimajo garderob, nimajo vsega zaledja. Pa smo šele pri velikem odru. Potem na to pride so še 2 vadbena odra, kot veste, a ne? Pa je mala Drama, so garderobe, je uprava, maskirance itd. Skratka 4500 kvadratov. Ne? To bi rekel iz tega najemnega modela, ali pa kaj se da danes na trgu dobite, to ne bom nobenega užalil, ampak nizka cena. Tako Drama kot NUK 2 sta instituciji, ki jo Slovenija brez dvoma nujno potrebuje. Predstavljata slovensko kulturo in umetnost, sta temelj naše identitete. Za mene so, to sem jaz večkrat podaril, to v bistvu infrastrukturni projekti. Enako pomembni kot avtoceste pa železnice, ker s tem ti gradiš družbo. Zato je ključno, kako so takšni veliki kulturni infrastrukturni projekti vodeni. Da pač se za njih zagotovi denar, mislim sredstva, in da na to potem ne more vplivati menjave vlad. Ne? Te stvari so zmeraj nekam mečejo in pospravljajo. Vedno se vržejo na mizo in takoj, ko se prvi problem na katerem koli drugem področju pojavi, se spet da nazaj v predal, pa se spet čaka. Ne? To je pač pri nas. Ne? Lahko kdo jamči, da bo tokrat drugače? Ni nevarnosti, da bo potem tam gradbena jama, ki bo spet desetletja in desetletja. Iskreno upamo, da ne.